Lep pozdrav. Jaz bi na začetku vam tudi rada predstavila en video, ki je bil v bistvu narejen za potrebe promocije Šoka, tako da bomo na začetku imeli malo vsebine v angleščini. Šok will transition the current landscape with disciplinary silos and separate e-infrastructure facilities into a fully fledged cloud-based infrastructure for the social sciences and the humanities. 47 European organizations are joining forces to build the social sciences and humanities part of the European Open Science Cloud, EOSC. Their collaboration will foster interdisciplinarity, maximize societal impact, and lead to new insights and innovation. With the release of the marketplace, Šok will provide an ecosystem of fair and high-quality data and services to be integrated in the EOSC. Šok will develop innovative tools to assist researchers and data producers throughout the full data lifecycle, while curating existing datasets, tools, and services. Šok is human-centered, interconnects communities, and is open, as science should be. Join our community by visiting our website, subscribing to our newsletter, and following us on our social media channels. Toliko za začetek. Dokaj tole pripravimo. Skratka, ideja današnje predstavitve je, da predstavimo delovanje samega projekta Šok. Se pravi, v slovenščini bi ga lahko imenovali odprti oblak za družboslovje in humanistiko, medtem pa tudi predstavimo nekatera orodja in pa storitve, ki bojo na voljo raziskovalcem. Mogoče za začetek ene stvari, ki je kolega Andrej niti ni omenjal v svojih predstavitvi, ki je že tako bila zelo obsežna, je to, da imamo na ravni Evropskega oblaka odprte znanosti 5 nekih večjih področnih skupin, ki se ukvarjajo z različnimi disciplinami, dejansko pokriva različne discipline. Ena od njih je Šok, ki jo bom jaz predstavila, potem je EOSC Life zaveda o življenju, ki bo predstavil kolega. Potem sta pa tudi še 3 druge, se pravi pač področje za raziskovanje okolja, ena je pa interdisciplinarja, pa imamo še področje za astronomijo in fiziko osnovnih delcev tukaj notri. Zdaj, sam projekt Šok je pač zelo obsežen projekt, uradno je v njega vključenih 47 partnerjev. Če tukaj vzamemo tudi informacijo, da imamo tukaj povezane organizacije, naj povem, da dejansko v sam projekt je vključenih več kot 200 ljudi. Trajanje projekta je predvideno 40 mesecev, od januarja 2019 do aprila 2022. Trenutno smo torej v začetku drugega leta samega projekta. Zdaj, kaj so naši cilji? Je pač ustvariti, recimo temu, humanistično družboslovni del Evropskega oblaka za odprto znanost, povečati ponovno rabo vseh vsebin, seveda z odprto znanostjo in fair načeli, o katerih smo danes že precej slišali. Tukaj govorimo o tem, da bomo imeli neke pač standarde, ki bojo veljali za vse, govorimo o skupnem katalogu, o potem nadzorih dostopa do vsebin, semantičnih tehnologijah in pa seveda usposabljanju, tega ne smemo pozabiti. Vse skupaj treba seveda povezati v neke obstoječe, pač povezujemo obstoječe in pa nove infrastrukture in sicer pač naj bi združeni v to novo oblačno storitev oziroma pač tržnico, pač imamo različne vedenja, kako in kaj tukaj naprej se dogaja. Zdaj, tole je spletna stran samega projekta, v katerem ne bi preveč, bi vas pa povabila, kolikor pač želite spremljati vsebine, ki se bojo razvile, da se nekako pač pridružite ali pa spremljate pač, kaj se na spletni sami dogaja. Zdaj, predviden učinek vsebin. Govorimo o družboslovju in humanističnih vedah, ki bojo vgrajene v Evropski oblak odprte znanosti. Potem bojo dostopne, pač bojo orodja dostopna, ki se tukaj razvijajo. Potem imamo to, kar smo zdaj omenili in bo dostopno za vse te večje projekte, vsebine, ki bojo dostopne na
evropskem oblaku in pa seveda v katalogu in tako imenovani tržnici. Vse skupaj nekako zapakiramo v zaupanja vreden in varni način dostopa, ki je v skladu z pač pravnimi predpisi Evropske unije. Tudi tega ne smemo pozabiti, ne? Vsi smo nekak del te skupnosti, ki se tukaj pač v bistvu dogaja. V prehodu govorimo o iz disciplinarnih enot in ločenih infrastruktur v nek skupni oblak. Tukaj povezujemo pač tako računalniške sisteme, neka omrežja, programska oprema in pa vsebine. Več vsebin je pač tukaj vključenih v sam šok. Zdaj, tole je na hitro seznam glavnih partnerjev. Zdaj, mogoče se tele ikonce trenutno ne vidijo, bojo pa dostopne seveda v prezentaciji. Tukaj se povezuje več evropskih infrastruktur z področja družboslovja, to so CESDA, Dariah Clarin, potem pa tudi e-risk, ki v bistvu nekako pokriva dediščino znanosti. Obenem pa so vključeni tudi večji evropski projekti, kot je Evropska družboslovna raziskava in pa Share. Imamo posamezne organizacije, ki pomagajo tukaj na ravni knjižnične vpletenosti in pa seveda tudi tehničnih podpor kot taka. Kar smo tudi v bistvu, kar je bilo že omenjeno danes, je, da v bistvu pač oblak naj bi pokril res celotni življenjski krog podatkov. Tudi FAIR principi se tukaj vključujejo in šok projekt nekako vsebine šok projekta, se pravi posamezni elementi, delovni paketi so strukturirani na tak način, da lahko dejansko pokrijejo posamezne elemente celotnega življenjskega kroga. Od seveda do zasnove vsebin, ki jih izvajamo, obdelave, deljenje in pa seveda analize in ponovne uporabe. Kot taka. Sestavni deli šoka so različni, govorimo kot o infrastrukturah, novostih, orodjih, seveda pa nekaj od tega smo že omenili, mogoče ne bomo zdaj tako podrobno. Deležniki šoka. Zdaj seveda so najpomembnejši za nas raziskovalci kot taki, obenem pa želimo nekako povezati tudi evropske infrastrukture, ker so le te tiste, ki nudijo dejansko podporo raziskovalni skupnosti. Ne smemo seveda pozabiti na univerze in pač financerje, ki prihajajo, pa tudi nekako na industrijo in na privatni sektor, kar smo videli danes v jutranji predstavitvi, da po eni strani obstajajo neke vsebine, ki jih privatni sektor nudi, po drugi strani pa seveda lahko z skupnimi močmi lahko razvijamo nekatera orodja še bolje na nek način. Zdaj ta katalog in tržnica storitev in virov, to je ena od prevodov. Ugotavljamo, namreč tole prva predstavitev tega projekta v slovenščini, naj to povem, in smo imeli kar nekaj izzivov, kako stvari ustrezno prevesti, mogoče nekatere stvari niso še najbolje in bomo v prihodnosti skušali to nekoliko dodelati. Skratka, ta katalog v bistvu dejansko danes že deluje. Je na spletni strani pač EU-ska in ima noter pač vključene nekatere elemente. Zdaj med drugim na področju družboslovja noter že vključen CESDIN katalog. To je v bistvu katalog, ki pač vključuje vse evropske družboslovne arhive, je recimo noter pač v bistvu že vključen. Seveda bomo pa z razvojem teh posameznih projektov potem dodali posamezne elemente na posamezni gradnik, se pravi posamezno kategorijo te tržnice. In če si zdaj pogledamo nekatere stvari, ki jih bo šok sam kot tak ponudil. Zdaj, za tale switchboard nisem nekako najdla ustreznega slovenskega izraza, ampak gre za pač nadgradnjo orodja, se pravi, ki ga Clarin ponuja za zbiranje in obdelavo jezikovnih virov. Vse te stvari so nekako tudi povezane, tako da si lahko kasneje to pogledate in mogoče bojo kolegi iz Clarina v popoldanski sekciji lahko kaj na to temo še dodatno rekli.
Potem imamo pač v bistvu tukaj recimo register virtualnih zbirk, ki spet bo temeljil na nečem, kar je Clarion že začel razvijati. Se pravi, tukaj gre recimo za primer tega, da imamo neko tiskovino, neko knjigo, ki je v bistvu bila izdana. Tej knjigi pripadajo tudi lahko neki audio, video zapisi in te zapisi so potem dostopni v nekem katalogu raziskovalcu ali pa pač samo bralcu, da lahko te stvari pač ustrezno pač poveže skupaj z tiskanim gradivom. Seveda pri vsem skupaj in tudi kar smo danes opazili skozi te razprave je to, da veliko nas nekaj razvija in je zelo pomembna pač interoperabilnost, tako da eden od ključnih faktorjev tukaj šok projekta je predvsem vsaj sedaj na tem prvem nivoju povezati pač različne pač infrastrukture z področja družboslovja in humanistike, da bo lahko pač orodja, ki se tukaj razvijajo, lahko interoperabilna, seveda pa ne smemo pozabiti tudi potem na interoperabilnost metapodatkov kot takih. Zdaj primeri vsebin, ki bojo šli v to kategorijo, je tudi recimo sistem za upravljanje z vzorci. V preteklosti smo pri večjih mednarodnih raziskavah ugotovili, da je kar problem. Imamo precej orodij, ki v bistvu upravljajo z delom samega anketne metodologije, medtem ko orodij, ki bi pa v bistvu zelo konkretno beležila, kaj se dogaja z vzorci, pa ni toliko. Zlasti, kadar imamo panele in skušamo nekaj stvari ponoviti, je potrebno pač stvari ustrezno beležiti, tako da to se zdaj dodatno razvija. Potem je tudi neki modul za zvočne zapise raziskovanj, kjer govorimo spet o povezljivosti klasičnega družboslovnega raziskovanja z lingvističnimi tehnologijami, kako pač audio zapise intervjujev nekako pač z lingvističnimi tehnologijami obdelati in potem lahko pridemo do čisto novih razsežnosti pač rezultatov na področju tudi družboslovja. Tukaj ne smemo pozabiti tudi kulturno dediščino, ki je vključena, dodatno se bo razvijala OLI platforma, ki je nekako inovativna spletna storitev za 3D modele artefaktov kulturne dediščine. Ta platforma v prvi obliki že obstaja na spletu, tudi specifikacija je bila že narejena, tako da tisti, ki se ukvarjate mogoče s temi kategorijami, vljudno prosimo za kakšen pač komentar. Zdaj pri deljenju in odkrivanju govorimo o nekih orodjih, ki se bodo ukvarjala z citiranostjo pač in povezljivosti tukaj vezanih vsebin. Ena od vsebin, ki smo jo v bistvu znotraj CSD arhivov se že nekoliko lotili v preteklosti, je pač orodje za dostop do nekih podatkovnih virov, kot je Dataverse. Tukaj se bo pač skušalo to orodje dodatno nadgraditi in pogledati, kako ga uporabiti v drugih disciplinah. Potem so pa seveda tudi te stvari, ki so povezljive, ne samo orodja, ampak na nekih bolj pač višjih ravneh, rečemo temu političnih, kjer govorimo o kodeksu ravnanja, povezanega z novimi pravili varstva pač osebnih podatkov, kako ta kodeks v bistvu povezati, pripraviti, zato da bo enako veljaven, da temu rečemo, in uporaben za različne discipline. En od pomembnih elementov je tudi oddaljen dostop do občutljivih podatkov. Tudi tukaj se nekaj igramo, ker stvari niso samo tehnične narave, treba je pripraviti predvsem pravila, pravna pravila, etična pravila, da lahko podatki, ki so občutljivi, grejo čez mejo. Kljub temu, da smo danes v Evropski uniji, to ni tako enostavno. In tisti raziskovalci, ki se ukvarjajo z mednarodnim raziskovanjem, so tega pač deležni. Tukaj je tudi eno od možnih certificiranj, CORTRA-SIL, pač govorimo o zaupanja vrednih repozitorijih. Tudi tukaj bo šlo za ozaveščanje infrastruktur v tem certifikatu in planiranih je precej delavnic in webinarjev na to temo. Zdaj mogoče, če samo povemo še, katere ukrepe oziroma vloge bomo imeli pri nadgradnji znanja posameznih raziskovalcev. Tukaj imamo več vidikov. En od vidikov je, se pravi, pridobiti odgovore in pa mnenja uporabnikov v časi razvijanja posameznega orodja. Tukaj planiramo spletne fokusne skupine za Dataverse orodje. Potem se CORTRA-SIL naj bi predstavil na delavnici, ki bo v Zagrebu
na letni konferenci DRAI. Planiramo v bistvu workshop na temo pač lingvističnih infrastruktur in podatkov in pa še neko večjo delavnico. To so zdaj pač te stvari, ki so v tem spomladnem delu, tudi na pač lingvistične infrastrukture so kar zelo močne. Naj tukaj še omenim, da trenutno delamo zelo aktivno na pač nekem večjem forumu, ki naj bi se odvil v juliju v Trstu, in tukaj bo zelo verjetno povezane različne infrastrukture, različne discipline, ne samo šok. Seveda potem imamo tudi druge možnosti, pač razvijamo neko skupnost usposabljanja. Zdaj ta je bila predstavljena na enem od dogodkov v Portu in si lahko pogledate video zapis. Seveda se lahko in ste zelo vabljeni, da se tukaj pridružite in skušate pač pomagati razvijati vse te elemente z različnimi tehnikami potem predavanj. Organizirani bojo pa tudi tabori, ki bojo v bistvu te stvari na nek način predstavili. Potem sam šok ima tudi nekaj tematskih delavnic, ki se odvijajo, nekaj njih je že bilo izvedenih, nekaj pa jih planiramo zdaj v letošnjem letu, skrbništvo nad podatkom in načrtom ravnanja z raziskovalnimi podatki v teoriji in praksi, potem spet oblike citiranja, podatkovna znanost in tako naprej. Tako da tudi tukaj ste lepo vabljeni, da se nam pač pridružite. Jaz bi pa zdaj za zaključek tega v bistvu samo še rada dve stvari, dva projekta, ki sta tudi nekako povezana s tem, kaj v bistvu se tukaj dogaja na tem področju, izpostavila. Eno je RDA vozlišče Slovenije, v katerega je ADP, se pravi arhiv družboslovnih podatkov, vključen. Tukaj se v letošnjem letu, oziroma v lanskem, ko se je projekt začel, letošnjem nadaljuje, kar precej ukvarjamo z različnimi strategijami, kako dejansko pač podpreti akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih publikacij, in v luči tega se pač nekoliko posvečamo. Potem zdaj bomo imeli v naslednjem tednu konferenco za znanstvene revije Slovenije in raziskovalnih podatkov, kar bo v torek, če se ne motim, tako da če kdo utegne, je zelo vabljen, da se nam pridruži. In pa v aprilu, v marcu načrtujemo delavnico o ravnanju z raziskovalnimi podatki in v aprilu zaključno konferenco tega središča. Potem pa samo še omenim projekt Triple, ki je tudi eden večjih projektov na področju družboslovja. Ima 18 partnerjev in obdobje tudi nekje 3 leta in pol. Tudi tukaj gre za povezovanje, za oblikovanje neke platforme, ki bo ponudila inovativne, večjezične in multikulturne, če temu rečemo, raziskovalne pač dimenzije noter, in bo povezovala različne vire, ki jih bomo lahko uporabljali potem naprej za analizo na področju družboslovja. Tako da toliko z moje strani, kar se tiče na hitro projektu. Jaz vas res vabim, da pogledate pač na spletni strani, da nas spremljate in kolikor bi se želeli pač pridružiti skupnosti teh voditeljev, da tako rečemo, pa pač prosim, če nam pišete oziroma se vključite. Hvala.